Lokalne volitve 2018. Lepo pozdravljeni na valovih Radia Robin. Dan pred nastopom volilnega molka vam v naslednji uri pripravljamo še zadnje v nizu soočenja naših valovih županskih kandidatov. Soočila se bosta kandidata za župana občine Ajdovščina, politični novinec na Ajdovskem, Miha Kapelj, kandidat SDS, podporo NSI in SLS, ter aktualni župan Tadej Beočanin kot kandidat SD s podporo SMC liste Burja in Desusa. Lep pozdrav obema. Dobar dan. Naj ob tem povem, da se je tretji kandidat Marjan Poljšak odločil, da se soočanja ne bo udeležil. Tadej Beočanin in Miha Kapelj, za začetek vaju prosim za kratko osebno predstavitev. Gospod Beočanin, izvolite. Dobar dan, sem Tadej Beočanin in ponovno kandidiram za župana občine Ajdovščina. V politiko sem prišel skozi mladinske organizacije, najprej v okviru tabornikov in potem skozi lokalni mladinski svet in nacionalni mladinski svet. Tisto, kar me je pravzaprav te organizacije, kar so mi dale, je predvsem nek čut za soljudi, čut za skupnost in tega sem potem se odločil seveda prenesti v politiko. Občanke in občani me že dobro poznajo, predvsem poznajo moj način razmišljanja in seveda tudi pogled usmerjen naprej. Gospod Kapelj, beseda je vaša. Pozdravljeni, sem Miha Kapelj, star sem 38 let, sem poročen, oče 3 otrok, po izobrazbi sem pa diplomirani inženir tehnologije prometa. Politika me vedno zanimala, za kandidaturo sem se pa odločil, ker verjamem, da lahko skupaj nekaj še boljše in lepše spremenimo. Hvala lepa za ogrevanje in sem vam pripravila neko vprašanje iz poznavanja Ajdovske občine. Prosim vaju, da si vsaki žreba 2, tukaj jih imamo. In kar začnita. In kar preberite na glas, prosim. Moje prvo vprašanje se glasi. V Ajdovščini je bila 5. maja 1945 ustanovljena prva slovenska vlada po drugi svetovni vojni. Občina na ta dan praznuje tudi občinski praznik. Ali veste, kdo jo je sestavil in vodil? To je bil Boris Kidrič. Hvala lepa. Vipavska dolina sodi med vinorodna območja Slovenije, kjer je ohranjenih največ avtohtonih vrst vinskih sort v Sloveniji. Ali znate našteti vsaj 2? Zelen, Pinela in Klarnica. Se pravičujem, vidim, da je en kiks, da sem vam pustila odgovor zraven vprašanja. Tako da dajte mi zdaj še enkrat, bom jaz si želela še eno vprašanje za oba, če dovolite, da ne bomo rekli, da veste odgovore kar tako. Kdo bo predgovarjal? Lahko jaz. Okay. Mesto Ajdovščina je bilo v rimskem času imenovano Castra in je služilo kot utrjen vojaški tabor. Rimljani so utrjen vojaški tabor, ki je bil vključen v obrambni sistem vzhodnih meja rimskega cesarstva, začeli graditi okoli leta 270. Koliko rimskih stolpov, eden izmed teh je upodobljen tudi na občinskem grbu, je imela tedaj Ajdovščina? Ajdovščina je imela 14 rimskih stolpov. Drži, hvala lepa. In še gospod Miha Kapelj. Reka Hubelj je v Ajdovščini zgodovinsko povezana z razvojem prve industrije. Katere proizvodne dejavnosti je sprva omogočila v 16. in 17. stoletju? Plavžarstvo. Tako je. Fužine, torej za železo in bakar, kasneje pa še žage, papirnica, pivovarna, pa tudi tovarna testenin je bila. Hvala lepa. Takole, malce smo se ogreli, malce zamešali tudi stvari, ampak steklo je. Se slišimo spet v drugem delu oddaje, ko bomo seveda malce več slišali o tem, kakšno strategijo pripravljate v primeru, da bosta izvoljena za župana občine Ajdovščina. Bodite z nami. Nadaljujemo s soočenjem kandidatov za župana občine Ajdovščine. Politični novinec na Ajdovskem Miha Kapelj, kandidat SDS podporo NSI in SLS, ter aktualni župan Tadej Beočanin kot kandidat SDS podporo SMC liste Burja in Desusa. Začenimo tam, ker se v zadnjih mesecih najbolj lomijo kopja na Lavričevem trgu, ki je že skoraj leto dni razkopan. Opozarjam vaju, da imate za vsak odgovor na voljo minuto časa, za repliko pa 30 sekund. Začenjamo pri vas, gospod Kapelj. Kakšno je vaše mnenje o obnovi in ali menite, da je ta predraga in poteka prepočasi? Lavričev trg je bil potreben prenove, to je dejstvo. Dejstvo je pa tudi, da se predolgo vsa obnova poteka. Dejstvo je tudi, da se premalo posvetovalo s prebivalci, okoliškimi prebivalci, s katerimi bi se moglo bolj pogovoriti o njihovih željah in potrebah. Sama stroški
je seveda prevelik, po moje. Ampak zdaj, kar je, upam, da se ne bomo preveč zadolžili za izvedbo te prenove v Ajdovščini. Hvala lepa. Gospod Beočanin, otvoritev Prešernove ulice ste obljubljali konec maja, nato konec oktobra. Kdaj bo prva faza Lavričevega trga resnično končana? Kako je mogoče, da so dela 2 meseca popolnoma stala in kdo je krivec za zaplete in koliko bo se skupaj stalo? Prenova Lavričevega trga je eden kompleksnejših projektov, ki jih imamo na občini Ajdovščina, predvsem zaradi arheologije, ki je prisotna na tem območju. In to je tudi konec koncev odgovor na to, zakaj so dela v nekaterem trenutku tudi stala. Torej, šlo se je za to, da je bilo treba uskladiti prezentacijo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, treba je bilo preprojektirati celoten projekt in v tistem času logično se dela niso mogla izvajati. Projekt bo zaključen v celoti do konca marca prihodnje leto, vključno z Lavričevim trgom, vključno s tistim predelom med Famo in Sončno uro in pa seveda Prešernovo ulico, ki bo odprta v kratkem. Celotna prenova stane 3.600.000 evrov, v tem znesku je tudi znesek arheoloških raziskav, 500.000 evrov je bil ta vreden, tudi znesek za projektiranje, torej celotna prenova je toliko in povem še enkrat, občina Ajdovščina se za ta projekt konkretno ne zadolžuje, speljali ga bomo iz sredstev, ki jih tudi sicer imamo na voljo. Hvala lepa. Pred obnovo je bilo slišati številne očitke, da bo prenovljen trg mesto duhov, lokali in trgovine pa prazni ob odstranitvi parkirišč. Kakšno je vaše mnenje, gospod Kapelj? S pravim načinom, s pravim pristopom trg ne bo mesto duhov, saj je treba na trg prinesti vsebine, katere bojo živile sam trg. Mislim, da samo parkirišče ne sodi na prenovljen trg, saj bomo za 3.600.000, koliko bomo dali za obnovo, se mi zdi nepravično, da bo parkirali avtomobili gor. Prinesti treba vsebino na trg, razne prireditve, povezati ga potrebno tudi z mlinom, oziroma ne z mlinom, z grajskim obzidjem, kateri sedaj sameva in mislim, da s pravim pristopom in s pravo voljo se bo prineslo veliko življenja v sam mest in obudilo tudi meščansko življenje. Hvala lepa. Gospod Beočanin, kaj bo vaša garancija, da bo prenovljeni trg resnično zaživel in ali bo parkirišč za gradom potem dovolj, glede na to, da so že sedaj ob delovnikih večinoma zasedena? Kar se tiče samega funkcioniranja trga, po prenovi bo seveda deležen tudi vsebinske prenove. Subjekti, ki so danes prisotni na Lavričevem trgu, bodo tam tudi ostali po sami prenovi. Še več, dodali bomo druge subjekte, ki vsak zase pravzaprav privleče določeno količino občank, občanov in drugih obiskovalcev na to območje. Torej, trg gradimo v smeri tega, da bo prostor srečevanja, druženja in verjamem, da bojo z vsemi vsebinami, ki jih bo Lavričev trg ponujejo, seveda tudi z veseljem koristile naše občanke in naši občani. Okrog parkirišč pa tako, ne samo, da smo zgradili to parkirišče za starim mlinom kot enega, ki napaja mestno središče in je nadomestno za parkirišča, ki se umikajo samega trga. Zgradili smo tudi parkirišče pri stavbi 3 osnovne šole Danila Lokarja, tudi konec koncev parkirišče za občinsko stavbo je tisto, ki je namenjeno vsem, ki center obiskujejo. Hvala lepa. Od Lavričevega trga pa se po glasbi preselimo v svet podjetnikov. Kakšna stališča imata glede privabljanja investitorjev sedanji župan in njegov tekmec, ki prihaja iz gospodarstva? Ne zamudite. V nadaljevanju soočamo mnenja 2 kandidatov za ajdovskega župana, kandidata SD Tadeja Beočanina ter kandidata SDS Miho Kaplja. Ta krog začenjamo z vami, gospod Beočanin. Večkrat ste povedali, da ste v zadnjih 4 letih krepko presegli pred 4 leti napovedanih 300 novih delovnih mest. Koliko teh ste dejansko uspeli zagnati z novimi podjetnikom prijaznejšimi ukrepi in koliko jih je prinesla gospodarska rast sama? Težko je postaviti jasno ločnico med tistim, kar je občina neposredno prispevala in tisto, kar se je zgodilo kot posledica siceršnjega zelo dobrega dela naših podjetnikov, naše industrije. V osnovi smo z ukrepi občine, predvsem subvencioniranjem delovnih mest, subvencionirali skoraj 80 delovnih mest v tem obdobju. Tudi, če nadaljujem naprej z vzpostavljanjem con in brezplačnim prenosom zemljišč na podjetnike, smo vsakega zavezali, da morajo vzpostavljati
vzpostaviti vsaj 10 novih delovnih mest, tako da je pa izjemno težko to ločnico dejansko sploh postaviti. Torej, občina je imela kar pri precejšnjemu od tega števila pomemben delež, tudi konec koncev z vstopom v lastništvo Mlinotesta smo zagotavljali ohranjanje in tudi ustvarjanje novih delovnih mest, je pa ta ločnica logično težko postavljiva. Jaz verjamem, da je celotna občina imela pozitivno klimo, trdo delo naših podjetnikov in tudi pomoč občine in s tem smo zagotovili 904 nova delovna mesta. Hvala lepa. Gospod Kapelj, vi ste že vsa leta delate v gospodarstvu. Kako vi gledate na gospodarski razvoj v občini Ajdovščina in kje vidite pomanjkljivosti, ki bi ga odpravili? Navzunaj je vse videti, da vse raste kot pomlad. Dejstvo pa je, da gospodarstvenikom primanjkuje delavcev. 55% delovno aktivnih Ajdovcev se vozi na delo izven občine Ajdovščina. Nekako moramo pomagati, da bodo oni nazaj prišli oziroma da bodo dobili zaposlitev in s tem pomagali tudi gospodarstvenikom. Potrebno je subvencionirati tudi naše štipendiste, saj ko štipendist konča šolo, je sicer obvezen, da se zaposli v Ajdovščini, ampak nekateri razmišljajo, da raje vrnejo štipendijo, pa grejo drugam delati. In to moramo spremeniti. To moramo spremeniti tako, da bomo dali tudi podjetnikom spodbude, da bodo oni z veseljem oziroma da bodo skoraj čakali na štipendiste občine Ajdovščina. Torej, kakšna delovna mesta pogrešate v Ajdovščini? Pogrešamo predvsem delovna mesta, kakor so strugar, voznik, kuhar in taka bolj na prvi ravni, srednješolsko oziroma poklicno izobraževanje. Hvala lepa. Pomembna dejavnost v dolini je tudi kmetijstvo. Obljubljenih namakalnih sistemov ni, kmetje so prepuščeni vse bolj muhastemu vremenu, ki jim odnaša zaslužek. Kaj konkretnega boste vendarle naredili na tem področju, gospod Beočanin? Pred približno letom smo z Ministrstvom za kmetijstvo in tudi Ministrstvom za infrastrukturo sklenili dogovor o sanaciji zajetja Vogršček in sanaciji razvoda namakalnega sistema, ki se napaja iz tega bazena, in to je tisto, kar bo dejansko prišlo do izvedbe v prihodnjem obdobju. Naredili smo številne študije, kjer se je izkazalo to, da je najbolj ekonomsko upravičeno, da dejansko tudi celotno območje občine napajamo iz tega zajetja Vogršček, torej prečrpamo vodo v neke rezervarje spet više ležeče in potem od tam naprej seveda uporabimo za namakanje naših proizvodov. Tudi sicer skušamo kmetijstvo čim bolj spodbujati, tako s kilometrom nič, ki spodbuja potrošnjo pridelkov, ki jih pridelajo naši kmetje v naših javnih zavodih, v naših kuhinjah in konec koncev tudi z različnimi subvencijami za postavljanje novih trajnih nasadov, za krepitev dejavnosti kmetov in podobno. Na namakalni sistem sicer kmetje čakajo že desetletja. Kdaj konkretno ga bodo dočakali? Najprej se bo zgodila sanacija Vogrščka kot takega, torej zajetja, od tam naprej pa jasno tudi razvoda. Kdaj točno to bo, je težko napovedati, kajti razvod se bo v enem delu prenavljal, marsikam bomo pa morali napeljati novega. Tukaj bo potrebno skupno delo tako občin, ki smo na tem območju, torej vseh 6 občin iz Vipavske doline, kot seveda tudi resornih 2 ministrstev. Če sledimo terminom, ki sta jih ministrstvi predvideli, se bodo prvi učinki že pokazali v roku 3 let. Hvala lepa. Gospod Kapelj, kakšne bi bile vaše prioritete na področju kmetijstva, če bi bili izvoljeni? Namakanje, kot smo že povedali, ker je nujno potrebno. Potem pa moramo poskrbeti, da bodo kmetje, predvsem mali kmetje, lahko svoje izdelke prodali. Stanje je takšno, da se vsak po svoje trudi po najboljših močeh svoj pridelek prodati, saj z njim zasluži. Mislim, da je potrebno ustanoviti zadrugo, katera bo izdelke odkupovala in nudila servis malim kmetom, da bojo lahko prodali svoje izdelke. Če pa že ne zadruga, pa vsaj poiskati ustrezno poslovni subjekt, zadrugo, katera bo jo odkupovala in pomagala našim kmetom pri prodaji svojih izdelkov. Zadruga sicer že obstaja, kmetijska zadruga Vipava, ta za vas ni dovolj učinkovita za to delo? Po informacijah iz terena je zadruga neučinkovita na tej strani. Hvala lepa. Replika, povejte, gospod Beočanin.
Zadruga Vipava ni neučinkovita. Zadruga Vipava je opravila izjemno koristno delo pri reševanju Agroinda, konec koncu sedaj celoten odkup grozdja v osrednjo klet na območju Vipavske doline, torej v klet Vipava, poteka preko zadruge in enako preko zadruge poteka sadjarski del, tisto, kar odkupuje Fructal. Pomembno pa je, da se vzpostavi, tukaj se strinjam s proti kandidatom, tudi konec koncev neka druga struktura, ki bo skrbela predvsem za prodajo teh izdelkov manjših kmetov, bolj v splošnem smislu potrošnje. Mogoče kakšna replika, gospod Kapelj? Kakor sem že povedal, zadruga Vipava je poskrbela, kot je rekel moj kandidat, za odkup grozdja in velikih sadjarjev. Majhni kmetje so problem. Majhni kmetje se trudijo in njim moramo nuditi vso podporo pri prodaji svojih izdelkov. Hvala lepa, čas je za kratek oddih, na to pa pogledamo na področje, ki je v Ajdovščini že dolga desetletja zapostavljeno. Bodite z nami. Za začetek prisluhnimo vprašanju znanega Ajdovca, kirurga na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, Erika Breclja. Ja, dober dan, pozdravljeni. Mene zanima, kdaj bo Ajdovščina oziroma Ajdovska občina do katerega leta pokrita z optičnim omrežjem. Hvala za odgovor, si ga bom zapomnil. Miha Kapelj, tokrat vi začenete, kako boste odgovorili? Na to vprašanje vam žal ne morem dati odgovora. Bom povedal pa tudi zakaj. Občina sama ne more in ne sme izgraditi optičnega omrežja. Občina Ajdovščina lahko samo pomaga pri pridobivanju soglasij za postavitev optičnega omrežja in lahko pomaga s tem, da motivira oziroma spodbudi podjetja, katera so zadolžena za izgradnjo optičnega omrežja na državni ravni, da se to čim prej zgodi. Seveda se bomo potrudili, da bo to čim prej, ampak sama občina ne more zagotoviti izgradnje, ker je to drugačna vrsta infrastruktura, kakor so kanalizacija in ceste. Potrudili se bomo, da bomo čim prej pomagali izgraditi to omrežje s pridobivanje soglasja oziroma s pomočjo katere bo izvajalec tudi želel oziroma zahteval. Kaj je to čim prej? Nekaj let, desetletje? Odvisno od tržnega interesa, jaz mislim, da bi moralo biti tu v roki 3 let narejeno. Hvala lepa. Gospod Beočanin, vaš odgovor. Že doslej smo precej delali z zasebnimi ponudniki dostopa do širokopasovnega interneta in tudi verjamem, da se bodo držali dogovorov in zavez, ki so jih konec koncev tudi podali. Najprej nam povem to, da se je že iztekel rok, do katerega bi morali zasebni ponudniki vsakemu gospodinjstvu, vsakemu podjetju v naši občini zagotoviti širokopasovni dostop do interneta. To nujno ne pomeni preko optičnega omrežja, ampak lahko tudi preko drugih tehnologij, torej predvsem imam tlele v mislih wireless tehnologijo in to danes že mora biti zagotovljeno. Torej vsak, ki bi ta dostop 100 megabajtov želel imeti, ga tudi lahko dobi. Samo optično omrežje pa se bo gradilo postopoma po občini, takrat, ko občina dela kanalizacijo, vodovode, takrat tudi zasebniki, se pravi drugi komercialni ponudniki ne pristopajo zraven in gradijo svoje optično omrežje. V dogovoru z največjim ponudnikom, to je seveda naš Telekom, bomo precej energije v prihodnjih letih že namenili izgradnji. Dokdaj? Celotna občina po moji oceni v roku 10 let. Hvala lepa. Že desetletja Ajdovščina ostaja brez kulturnega doma. Gospod Kapelj, vi ste domači v teh vodah. Kako pevci in drugi kulturni ustvarjalci gledate na ta primanjkljaj in kaj bi vi storili na tem področju? Res je, sam sem pevc. Težko je, ko prideš na dvorano, katera ti ne nudi tistega, kar bi kulturnik rabil nekaj prepriča neke vire, da si zmoreš delati akustika, kakorkoli že. Mislim, da je potrebno izgraditi nov kulturni hram. In sicer moja ideja je, da bi jo delno umestili zraven Ritacijeve vile v Ajdovščini, saj nudi en tak sklop zelen, kulturni. Ritacijeva vila je čudovita objekt, otroško igrišče zraven. In mislim, da bi bilo res potrebno, da ta kulturni hram dobimo čim prej, saj je ogromno društev kulturnih v naši občini, katerih nujno potrebujemo. In seveda tudi naši občani za boljše življenje. Hvala lepa. Gospod Beočanin, pred 4 leti ste v svojem programu napovedali kulturni center, kje je sedaj?
Kulturni center kot tak ni bil napovedan v programu v smislu kulturnega doma. Tisto, kar so pravzaprav moji načrti na tem področju, je podobno, kot je povedal protikandidat Kapelj, gradnja kulturnega doma v prizidku Ricatove vile, torej v Šturskem parku. Tisto, kar si seveda želimo, je, da se ta projekt čim prej uresniči, vendar ne vidim priložnosti za to v naslednjem obdobju. Se je pa občina Ajdovščina pridružila kandidaturi mestne občine Nova Gorica za Evropsko prestolnico kulture tudi s tem projektom in upam, da bomo pravzaprav vsi skupaj v tem uspešni, in da bomo tudi takrat v Ajdovščini gradili kulturni dom, torej v letih 2023-2024, kot priprava na EPK. To je tista smer, ki jo pravzaprav tudi sam zagovarjam in sem vesel, da slišim podobne predloge iz nasprotne strani, kajti to pomeni, da se lahko v naslednjem mandatnem obdobju res Ajdovščina nadeja kulturnega doma. Hvala lepa. Kulturni center je sicer bil na vašem programu. Pred leti je bila glavna lokacija za kulturni dom Johmanov mlin, ki propada sredi Ajdovščine. Čisto na kratko vaše mnenje o tem, kakšno usodo mu bi namenili, gospod Kapelj. Mislim, da je Johmanov mlin takšen, ko je, po mojem mnenju, samo za podrt, ker je zelo nevaren za občane. Edino, če najdemo enega investitorja, ko bo vse to obnovil, ampak mislim, da bojo ekonomski stroški preveliki za samo obnovo. In kaj potem? Potem mislim, da bo potrebno, glede na sedanje obnovo trga, da je potrebno še povečati tam parkirna mesta, da bomo lahko imeli večjo kapaciteto sama parkirišča v centru Ajdovščine. Hvala lepa. Gospod Beočanin, kako vi vidite usodo Johmanovega mlina? Johmanov mlin je eden od objektov, ki ponazarja tehniško dediščino Ajdovščine in kot takega si ga seveda tudi želimo prenoviti. Iskali bomo investitorja in verjamem, da ga bomo našli, ki bo v telesu Johmanovega mlina vzpostavil nov hotel, mestni hotel v Ajdovščini. S tem pravzaprav odgovarjamo po eni strani na samo prenovo tega spomenika, na katerega nismo ponosni, in po drugi strani tudi na izzive na področju turizma. Celoten projekt je ocenjen nekje na 7 do 8 milijonov evrov in tudi že po nekih razgovorih, ki smo jih v preteklosti peljali, verjamem, da bomo uspeli v naslednjem obdobju, naprimer 2 let, dejansko to vrstnega investitorja tudi najti, ki bo to zgradil. Hvala lepa. Poslušalce vabim, da se nam pridružijo še v zadnjem delu oddaje, ko bomo spregovorili o eni najbolj perečih problematik na Ajdovskem, pomanjkanju stanovanj in zazidljivih zemljišč. Bodite z nami. Kandidat SDS in Tadej Beočanin. Kandidat SD se boste v nedeljo soočili v boju za županski stolček v Ajdovščini. Zadnji krog vprašanj začenjamo pri aktualnemu županu. Gospod Beočanin, na Ajdovskem se odpirajo nova delovna mesta, kot ste povedali, nastajajo nove družine, stanovanj pa tudi zazidljivih zemljišč za gradnjo pa primanjkuje. V prihodnjih 4 letih obljubljate kar 270 novih stanovanj, ko ste pred časom napovedali, da jih bodo gradili Kitajci, je završalo, sedaj iščete nove investitorje. Ali jih že imate in kdaj bi lahko bila ta nova stanovanja? 270 novih stanovanj v mestu Ajdovščina je moja ključna programska točka, ravno zaradi tega, ker je tukaj zelo velik manko na območju naše občine, kot ste sami povedali. Za izgradnjo teh stanovanj, od katerih jih bo 60 oskrbovanih, od katerih jih bo 30 socialnih, preostanek pa tržnih, predvsem za mlade in mlade družine, seveda iščemo investitorja, še vedno se pogovarjamo tako s Kitajci kot z Arabci, pogovarjamo se tudi z Avstrijci v navezi avstrijsko-nemških investitorjev, kajti v Sloveniji smo naleteli na zaprta vrata. Jaz si upam trditi, da bo eden od teh 3 investitorjev na koncu tudi dejansko sprejel ponujeno in se odločil za izvedbo te investicije, katere začetek načrtujem nekje v letu 2020, torej izgradnja potem v obdobju do konca leta 2021. Hvala lepa, gospod Kapelj, tudi sami imate mlado družino, kot ste omenili. Ko ste pred leti želeli graditi samostojno hišo, niste uspeli pridobiti zazidljivega zemljišča. Kako se boste sami lotili reševanja stanovanjske stiske pri mladih? Mladi rabijo stanovanje oziroma hišo, katera jim bo ponudila začetno življenjski prostor. Še 45 naselij imamo v občini Ajdovščina. Verjetno, prepričan sem, da je vsaki od njih neka stara hiša, katero je vredno obnoviti za stanovanja. Lejte, če pravimo 45 hiš krat 2 stanovanja, to 90 stanovanj v samih vaseh
okoli Ajdovščine in s tem bi tudi oživili sama vaška jedra. Potrebno je pa tudi mladim dati čim prejšnje možnost zidanja na parcelah. S tem, da se ne vlečejo dolgočasni postopki samega pridobitev dokumentov za zidavo. Hvala lepa. Replika, izvolite, gospod Bevčanin. Po moji oceni je spodbujanje prenove opuščenih hiš v vaseh pravzaprav prepočasno za ta trend. Konec koncev tiste hiše imajo lastnike in velika večina si jih bodisi prenove ne želi, bodisi si objekta ne želi prodati. Zato mora občina, in to bomo počeli v novem mandatu, odkupovati prosta stavbna zemljišča, jih komunalno opremiti in potem ponuditi tistim, ki želijo individualno stanovanjsko gradnjo. Torej ne samo v obstoječe objekte, ampak tudi tja, kjer je gradnja možna. Hvala lepa. Še čisto na kratko za konec, poglejmo še na področje turizma. Oba med svoje prioritete uvrščata tudi turistični razvoj. Gospod Bevčanin, pred leti ste govorili o tako imenovanem Expo Vipavske doline. Kaj je sedaj s temi načrti? Ta projekt je še vedno aktualen. Jaz verjamem, da ga bomo uspeli uresničiti. Torej, gre za projekt, ki bo na območju med avtocesto in obvoznico pod Mercator centrom v Ajdovščini omogočil prodajne police vsem našim kmetom, vsem našim proizvajalcem, tako tistim, ki proizvajajo živilske proizvode, kot tudi ostale. To je res en promocijski center Vipavske doline. Namreč ves promet, ki teče po hitri cesti mimo Ajdovščine, želimo s tem centrom zaustaviti, tam prikazati pravzaprav naše znamenitosti, umestiti turistično-informacijski center, konec koncev tudi recepcijo razpršenega hotela, bodisi za samo mesto, bodisi za celotno občino, torej res ogromno nekih produktov, da bo to en promocijski prostor celotne Vipavske doline. Tudi nastanitvene kapacitete so predvidene v tem kompleksu in za marsikateri del, posamezen segment že imamo dogovorjene zasebne investitorje, ki bodo ta del peljali, za celoto kot projekt pa verjamem bo nastopil čas še v tem mandatu. Hvala lepa. Gospod Kapelj, kako vi vidite turistični razvoj? Kje bodo vaše prioritete? Turizem je treba predvsem poenotiti. Poenotiti je treba samo informacijo o nekaterih znamenitostih turizma. Poskrbeti moramo, da bodo vse informacijske table enake. Imamo participativni račun, ampak ni pošteno, da se vsi iz njega financirajo turistično predstavitev. Turistično samo TIC je potrebno preseliti v center Ajdovščine. Saj turist pride v center Ajdovščine, ne pride na obrobje Ajdovščine. Mislim pa, da je treba tudi pospešeno delati tudi na vinarskem turizmu. Saj smo vinorodna dežela in mislim, da bi s tem res dosegli dodano vrednost v samem turizmu. Kratka replika, prosim, gospod Bevčanin. Pred 2 tednoma sem že podpisal pogodbo, s katero se bo turistično-informacijski center preselil na območje mestnega središča, to je v objekt bivšega Peka, in to se bo zgodilo še preden bo tudi dokončana prenova celotnega mestnega središča. Zelo pohvalno. Hvala lepa obema in uspešen ter pošten boj za županski stolček v nedeljo. Vama želim, volivci v Ajdovski občini, boste lahko izbirali med predstavljenima kandidatoma in Marjanu Polšakom, ki se soočenja ni želel udeležiti. Dragi poslušalci in cenjene poslušalke Radia Robin, vse skupaj vabim, da se nam v nedeljo pridružite tudi pri spremljanju lokalnih volitev na naših valovih. Naše novinarke bodo na terenu in se vam v živo javljale od 18:30 dalje iz volilnih štabov. V studiu pa bosta dogajanje komentirala Kristina Furlan in Luka Lisja Gabrielčič, zgodovinar in politični analitik. Ne pozabite, vsak glas šteje. Pravilno odločitev vam se skupaj želim in nasvidenje. Lokalne volitve 2018.